V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek gostili literarni večer s Tomom Podstenškom. Avtor je podrobneje predstavil svojo knjigo Sprehod z neznanko. Sprehod z neznanko je zbirka kratkih zgodb, namenjenih širšemu krogu bralcev. Zgodbe so realistične in prinašajo najrazličnejše vsebine. Z gostom se je pogovarjala Mojca Plaznik-Plavec. No, te zgodbe v tej zadnji zbirki se mi zdi takšne, da so namenjene širšemu krogu bralcev. Zdaj, če primerjamo recimo z zbirko Zgodbe za lažji konec sveta, se mi zdi, da je tole vseeno malo da bralci, malo ožji krog bralcev bi posegal po tem oziroma se prebil do konca kot pri Sprehod z neznanko. Nekako se mi zdi, da je bolj Sprehod z neznanko namenjeno širšemu krogu ljudi, kot tale. Zanimivo, da si naredila primerjavo med tema dvema knjigama, ki sta pravzaprav nastajali približno v istem času. Zgodbe so nastajale nekako vzporedno v obdobju nekaj let. In potem najprej sem iz tistega materiala, ki sem nabral, sestavil to knjigo. Tisti glavni kriterij, po katerem sem razlikoval, sem naredil to delitev na eno zbirko in na drugo zbirko, je bila pa pravzaprav ta fantazijskost. Se pravi, vse zgodbe v knjigi Zgodbe za lažji konec sveta imajo nek nadrealen ali pa fantazijski element, ki naredi nek tak preobrat. In mogoče to res ni vsakemu bralcu blizu. Medtem ko v Sprehodu z neznanko pa so zgodbe, ki so vsaj v teoriji možne. Mogoče ostajajo v okviru tega realno možnega po nekih fizikalnih in drugih zakonitosti vsakdanjega življenja. Tako da ja, mogoče so to bolj realistične zgodbe, to so pa kot rečeno zgodbe, kjer je več teh fantazijskih elementov, več malo bolj odštekanih zadev. Ja, zdaj v obojih, torej in v Zgodbah za lažji konec sveta in v zgodbah iz zbirke Sprehod z neznanko, pa najdemo tudi veliko črnega humorja in ironije. Ja, mislim, da je to kako ti to uspeva zdaj? To je, se mi zdi... Verjetno to čist moja osebna karakterna lastnost. To je pravzaprav nek tak ventilček, mogoče malo, ker doskrat se te zgodbe dotika tudi kakih precej traumatičnih zadev. In potem je to mogoče nek ventilček, ko šalo pač malo lažje, ali pa s črnim humorjem malo lažje prebrodiš določene zadeve. In tudi bralcu pustiš malo, da malo zadiha, se malo nasmehne.